Kako do uspeha na Instagramu? Čez nekaj trenutkov dobite odgovore. Dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly, tokrat že 22. oddaja. Danes bomo govorili o Instagram upravljanju, vodenju oziroma kako uspeti na Instagramu. Prejšnjič sem pa gostil gosta Aljošo Kovsa. V 21. oddaji govorila sva o behaviorizmu v marketingu oziroma o vedenju potrošnikov, po domače povedano. Tako da, Zoran, ti malo več povej v uvodu te oddaje. Aha, pa to sem pozabil, link do prejšnje oddaje bomo tu dali, tako da si jo lahko ogledate in potem skočite nazaj v to oddajo. Ok, ful sem pogrešal tole, zdaj smo imeli malo pauzice, 14 dni, upam, da ste se nasmejali blooperjem, ko snimamo to oddajo, se imamo, kakor ste ugotovili že sami, ful fajn, vedno je ful sproščeno, ampak še vsem, pogrešam vas, pogrešal sem tole in sem ful vesel nove oddaje, kakor je najc rekel, danes govorimo o Instagramu. Instagram je trenutno najhitreje rastoče družbeno omrežje. Dejansko je njegova rast eksponentna v zadnjem letu, 2 letih in trenutno je nekje 700 milijonov uporabnikov po celem svetu, medtem ko nas je v Sloveniji nekje 350 tisoč vse skupaj in kar polovica se nas dnevno logira oziroma dnevno čekira Instagram, kar je res zelo velika cifra. In če ga primerjamo z drugimi družbenimi omrežji, pa ostanemo pri tem slovenskem okolju, je praktično drugo največje in je zato tudi temu primerno zelo pomembno. In v bistvu do danes, v prejšnjih 21 oddajah nisva nič o njemu govorila, tako da misliva, da je zdaj skrajni čas, da tudi to pokrijeva samo vodenje Instagrama, tako da mogoče najbolj, da začnemo čisto na začetku, a ne? Absolutno. Ja, se pravi, kako sploh začeti, kako sploh objavljati na Instagramu, kaj mogoče tukaj priporočava. In ja, za Instagram je priporočljivo, da objavljamo nekje 1 do 2 objavi na dan, se pravi, tukaj govoriva o newsfeedu, ne smemo pa pozabiti tudi na storije, ki so bili upeljani na Instagramu pred časom, ampak o tem tudi malo več v nadaljevanju. Kar je pa še zelo pomembno, kaj pa malo več pred enim letom se tudi spremenil, je pa, da je tudi na Instagramu se uvedel algoritem. Tako da, če so bile predtem vse objave vidne, oziroma skoraj 100% vidne, to govorim pod narekovaji, ker nikoli ni 100%, ker ti ne scrollaš do konca dol, pa vidiš vseh objav. Ampak ja, danes je veliko bolj potrebno upoštevati ta algoritem. Zaradi tega tista objava, ki ima več engagementa, več ogledov, več komentarjev, se pravi več srčkov, lajkov, bo seveda je večja verjetnost, da se pojavi v vašem feedu. Tako da zaradi tega je še danes toliko bolj pomembno, da so naše objave dobre, da poskušamo čim več uporabnikov vplesti v to diskusijo. Tako da. 2 vprašanji, ki jih najbolj pogosto dobim o Instagram upravljanju z ljudmi, s katerimi se pogovarjam, je koliko dolg tekst napisati, pa kako lahko na Instagramu objavim link. In kratki odgovori so odvisno in pa težko, pa naj malo razložim. Če govorimo o dolžini teksta, to je stvar, za katero jaz vsakmu rečem odvisno, zato ker se morate vedno najprej vprašati, kaj imate sploh za povedati. Če imate veliko za povedati, dajte tudi dolg tekst napisati, zapeljte v neko zgodbo, povežite to sliko, video, katerega ste objavili. Nasploh je značilno za Instagram, da so ljudje še bolj toliko vpleteni v objave in tudi jim ni nič težko prebrati nek daljši tekst. Mogoče to še bolj za Instagram velja, kot za druge družbena omrežja. Medtem, ko govorimo pa o linku, jaz sem presenečen, da še do danes dosti ljudi ne ve, da dejansko na Instagramu neposredno preko objave ne moreš objaviti linka.
link, kjer se na Instagramu, če zdaj govorimo res striktno samo o objavah, profilu nahaja, je izključno v opisu vašega profila oziroma strani. Je pa res, da lahko link dodatno objavite na dva načina. Eno je preko oglasa, se pravi, da naredite preko oglaševalske platforme Ads Manager ali Power Editor, ki sta v bistvu od Facebooka, oglas, ki je linkan na neko zunanjo spletno stran, in pa preko storijev. O tem bova tudi več govorila v nadaljevanju, ampak to je tudi nek feature, ki ga zdaj postopoma vpeljuje Instagram. Vsi, ki imajo tako imenovane verified oziroma potrjene profile, to je tisti, ki je taka kljukica modra zraven imena, tisti imajo to že dlje časa lahko, zdaj pa nekako to tudi počasi roll-outajo, se temu reče, oziroma vpeljujejo tudi, dajo to možnost vsem ostalim. Tako da slej ko prej boste tudi vi to možnost dobili, tako da ja, ko mi čakamo. In ko govoriš tudi o teh storijih, tudi zdaj ponovno se v storijih da oglaševati, tako da to je pa prej, ko je Zoran govoril, da se v oglasih da polinkati, se pravi oglas, ki naredite v Ads Managerju ali pa Power Editorju, kot je Zoran rekel, se pravi, hkrati lahko tudi zdaj, če oglas objavite v storijih, tudi ta oglas se potem v storijih linkan. Se pravi, to pa lahko že danes kdorkoli dela. Ok, če greva naprej, naslednja zadeva, ki se tukaj tudi povezuje na poste, je kakšna naj bodo ta gradiva oziroma kakšne naj bodo slike ali pa če je to video. In absolutno zaradi tega, ker je Instagram vizualna platforma, tukaj se morate še posebno potruditi, da ta slika ali video izstopata. Se pravi, da nekdo, ki scrolla ta feed, zdaj govorim predvsem o feedu, nekdo, ki scrolla ta feed, da mu res tista slika pade ven. In včasih so se na Instagramu predvsem uporabljali filtri, danes le redko kdo še filter uporablja, zaradi tega, ker imamo toliko močne druge epe ali se pa celo slika pripravi v Photoshopu in se potem na telefon si jo prenesemo in se tako objavi. Se pravi, te slike so danes na tako ful izpopolnjene, ful popedenane in je res pomembno, da tudi da je pri vas tako. Če pa že uporabljate v smislu filtrov, se pa te filtri lahko tudi uporabljajo, ko dizajnirate vi to sliko. Mi velikrat pri kakšnih objavah, če se ne motim, ravno pri Denstarju uporabimo, da je še kakšen mal tak vizualni efekt ali pa kakšna barva dodatno poudarjena, da potem ta slika izstopi iz newsfeeda. To je ta paradoks. Instagram je nastal kot platforma, na kateri vsak lahko šera lepo fotko in vsaka fotka je takoj malo lepša, kot daš nek filter čez. Danes je pa najbolj pogost filter na Instagramu brez filtra. Tako da to je to, kar je Nejc ravno kar govori. In mogoče še eno priporočilo, ko že ravno govoriva o objavah. Na Instagramu basically oziroma v osnovi lahko uporabite 3 različne velikosti. To se pravi objav. Ali je kvadratna, ali je pokončna, ali je pa ležeča. In jaz vedno priporočam, da če se le da, če je smiselno to v sklopu objave oziroma slike, ki jo uporabite, da uporabljate pokončne. In razlog je zelo preprost. Zato, ker zavzame več real estate oziroma vidnega polja na vašem mobilnem telefonu in seveda Instagram je mobile first platforma, ker ljudje večinoma objave oziroma ga čekirajo preko mobilnega telefona in zakaj ne bi to izkoristili in dejansko objavljali pokončne fotografije. Medtem ko za video je podobno priporočilo, da ga poskušate delati kvadratnega, če se le da. Obstaja kar nekaj raziskav na to temo, ki so potrdile, da je enostavno kvadratni videi, pa ne samo za Instagram, ampak tudi na drugih platformah oziroma družbenih omrežjih delujejo veliko bolje kot pa landscape oziroma ta klasičen 16:9 televizijski format. Tukaj, to so tudi že govorile, zelo podoben primer je Facebook in tukaj Instagram pa Facebook lahko zelo podobne usporednice potegnemo. Zdaj pa naslednja zadeva, ki je pa tudi zelo pomembna in tisti, ki se ukvarjate z Instagramom in ga ful uporabljate, boste to takoj potrdili,
In sicer hashtagi oziroma tagi so ful pomembni, ko delate neko objavo. Se pravi, na Instagramu se da lahko do 30 tagav na objavo, priporočljivo, se pravi po raziskavah, po statistiki, pa najbolj učinkuje nekje 6 do 7 tagav. Tako da ključno je, ko ste blagovna znamka, da te tage, predvsem pri, bom jaz tako rekel, mednarodnem pristopu, da jih uporabljate. Zakaj? Zaradi tega, ker to je način, kako vas potrošniki najdejo. Se pravi, tage pri objavi ali pa tage celo v storijih. Se pravi, v storijih v smislu, če ste vi na neki lokaciji, se pravi, mi smo v Ljubljani ali pa v centru mesta in nekaj posnamemo in damo potem tag Ljubljana District in tako naprej. Ker to potem tudi pri storijih generira dodatne oglede, tisti, ki potem gledajo, ki kliknejo na Ljubljana story, in tega je vedno več. Zakaj? Ker tudi Instagram te določene lokacije puša. Se pravi, ljudje, ki se nahajajo v tistem območju, ko bodo searchali se pravi, ko bodo kliknili na ikonco search in bodo imeli tam ogromno storyjev tudi gor, se jim bo pač to pojavilo. In jaz velikrat, ko tudi iz osebnega profila kaj objavim, pa to polinkam, potem imam 2-kratno, 3-kratno ogledov, kot bi jih imel pa sicer. Tako da to ali hashtag v newsfeedu ali pa tagaње teh lokacij, to je ključnega pomena, da delate. Bi tukaj še kaj ti dodal? Ja, da je to še eden izmed milijon featurejev, ki se ga v bistvu na nek način ukradli, skopirali od Snapchata in se je izkazal za zelo dobrega, in ravno to, kar si povedal, veliko večji reach, doseg, kot bi ga imel sicer. Mogoče bi pa še eno stvar poudaril, in sicer to, pri samem določanju uporabe hashtagov, ko jih dajete v objave, je treba biti zelo pozoren. Nekaj, kar pogosto dobim kot vprašanje, je, ali uporabljam slovenske ali angleške. Jaz običajno priporočam, da dajte uporabljati kar angleške, ker tudi Slovenci iščemo po angleških hashtagih. Instagram je zelo taka discovery platforma, ljudje grejo stvari tudi kaj poiskati gor. In ko grejo poiskat, običajno iščejo v angleščini. Taka je že narava pač uporabe platforme, mogoče tudi zato, ker so načeloma ljudje nekoliko mlajši kot pa na drugih platformah in jim je tudi angleščina dost bližje. In pa še to bi poudaril, da nikar ne zbirati hashtagov, ki imajo par 100 objav, ker je brez veze. Nikoli ne boste imeli takega dosega, kakor bi imeli za hashtage, pod katerimi je sicer veliko večje število objav, ampak ne smete iti pa tudi v drug ekstrem, da greste dejansko zbirati hashtage, ki imajo pa na milijone raznih postov taganih, ker enostavno se bojo zadeve tako hitro premikale, da vaš post ne bo sploh prišel do izraza. Jaz bi še nekaj dodal, ko si govoril o tem iskanju. In sicer mogoče lahko tudi malo vzporednico potegnemo, kaj iščemo na Googlu, pa kaj iščemo potem preko platform na družbenih omrežjih, oziroma predvsem tukaj res izstopa Instagram zaradi tega discoverability-ja. In sicer na Googlu mi, ko gremo gledati, iščemo predvsem članke oziroma da si kaj več preberemo na določeno temo. Ko pa govorimo o Instagramu, grejo pa ljudje dejansko gledati za produkte, naprimer kakšne ure ali pa sončna očala. Se pravi, če bodo oni to vpisali na Google, bodo veliko manj uporabnih zadetkov najdel in itak preden bi prišli do vizualov, bi kar nekaj časa trajalo. Tako da je ta discovery veliko hitrejš poteka na Instagramu. In v bistvu enkrat je to primerjavo med Googlom pa Instagramom pri iskanju zelo dobro primerjavo napisala Manca Korelc, pa mogoče tudi polinkamo ta članek, mislim, da je objavila nek blog post na LinkedInu, tako da damo link, pa si lahko mogoče tudi to preberete, ker se mi zdi zelo dobra poanta, ki jo je Manca želela povedati. Samo še eno zadevo, preden se premakava naprej. Dostikrat je tudi vprašanje, a uporabimo kateri naš hashtag, ki se ga sami spomnimo, in ja, zakaj ne? Je pa ful pomembno, da ga seveda pol redno uporabljate, da ni to, kar ste nekaj naredili,
enkrat, dvakrat, trikrat, ampak da ga dejansko redno uporabljate. Mi smo tako, recimo, prej si omenil Denstar, pa da mogoče kar njihov primer, ki mi prvi pade na pamet, naš naročnik, pri njih mi dost uporabljamo hashtag Denstar Stories, kjer plesalci v bistvu objavljajo svoje zgodbe, in je nek hashtag, ki ga bo verjetno edino Denstar uporabljal. Naslednja točka, ki je pomembna, je pa, da se potem, ko mogoče te stvari popedenate, da se začnete povezovati tudi z drugimi. Se pravi, kdaj je povezovanje z drugimi ful pomembno, oziroma bova navedla par primerov. Eden izmed takih je, ko vi še nimate veliko sledilcev na vaši Instagram strani. Je ful pomembno, da v okviru vaše ciljne skupine, da imate vi ta proaktiven approach in poiščete vašo ciljno skupino in se začnete z njo povezovati, pogovarjati, se pravi, lajkati kakšno sliko in komentirati. Se pravi, da se ta interakcija vzpostavi. Zaradi tega, ker če je ta oseba v vaši ciljni skupini in boste vi nekaj komentirali, je velika možnost, da bo ta oseba kliknila na vaš profil, si ga ogledala, in rekla, to bi bilo pa ful dobro slediti. In tako polajkala se nam. Se pravi, da nekako na ta organski način gradite vašo stran. Ko pa enkrat vaša stran preraste okvirje, postane večja, je pa absolutno to težko, pa tudi druge tehnike, kot prej, ko sva omenjala, od teganja so veliko bolj pridejo v poštev pri nadaljnji gradnji vaše strani. Ja, meni je bil zelo všeč pristop. Parkrat se mi je zgodilo v preteklosti pri podjetju, danes ga poznamo kot A1, prej pa kot Simobil, kjer so mi dostikrat pod moje objave kaj napisali, kaj polajkali in tako naprej. In sigurno je meni, kot sicer že njihovem naročniku v tistem času, ampak to je sigurno spodbudil pri meni mogoče neke pozitivne emocije še dodatno in sem bil zaradi tega v tistem trenutku mogoče še bolj pripravljen komu naprej povedati, kako dobro stvar v njih, mogoče tudi kaj njihovega pošerati in tako dalje. Potem, kako se lahko še povezujete? Se pravi, da repostate slike, gradiva, videe, karkoli je, vaših sledilcev. Se pravi, ljudje, ki se povezujejo z vašo blagovno znamko, poslikajo, naredijo video z vašo blagovno znamko in, a veste, če boste vi ta njihov post objavil featurali na svojem wallu, na svoji časovnici, se bo njim to fino zdelo. Hkrati pa tudi vi dobite na tak način, pod narekovaj, mislim, zastonj gradivo. Se pravi, če boste vi pozvali vaše oboževalce, da nekaj posnamejo za vas, oziroma če uporabljajo vaš produkt ali storitev, bodo oni to naredili in vi lahko potem to tudi uporabite. Lahko tudi naredite kakšen price contest, oziroma da boste vsake toliko časa date kakšno darilo tistim, ki to delajo. Vi pa hkrati dobite, tako kot sem prej rekel, ta zastonj content, ki ga lahko uporabljate in tako v diskusijo enostavno vključujete vaše oboževalce. Ok, mislim, da si povedal kar nekaj točk, se pravi pomembnih zadev v smislu tega povezovanja z drugimi, tako da predlagam, da greva kar na stories, o kateri smo že na začetku govorili. Ja, sam bi jaz še vseeno eno zadevo dodal. Sicer povezovanje z influencerji. Okay. Se pravi, da ko je ful je pomembno, da tudi zaznate na Instagramu osebe, ki imajo dosti velik following in ki pašejo v vašo ciljno skupino, oziroma da oni imajo ciljno skupino, ki je tudi za vas interesantna in potem jih vi vključite v diskusijo, oziroma da jim celo date, da prevzamejo vaš Instagram profil. Oziroma da nekatere zadeve o vas objavljajo na svojem profilu in linkajo do vas, oziroma poraba hashtaga, izpostava blagovne znamke in tako naprej. Tako da to je tudi nek tak organski način, kako lahko stran raste. Se pravi, da vam ni potrebno plačati. Sigurno, če se boste povezali, boste deloma tudi plačevali tem influencerjem, saj jaz pravim, da je to pač pošten, ampak je zelo, zelo primeren način grajenja blagovne znamke na Instagramu. Ok, zdaj pa lahko na stories, ker
Ne, se mi zelo pomembno zdi, da si še dodatno to izpostavil, ker dostakrat se tudi znamke bojijo, zdaj bom dal nekemu influencerju in zdaj bo on slabo vplival na našo znamko. Mislim, če je že v osnovi izpostavite nek tak nezaupljiv odnos, pa tudi verjamem, da bo vsebine bojo zategnjene, mogoče ne bojo dobre, ampak a veste, nek influencer je lahko tipičen predstavnik vaše ciljne skupine, če ga tako kot takega izberete, in ciljna skupina se bo z njim veliko lažje povezala, kakor pa z neko abstraktno stranjo, kar znamka običajno je. Ok, stories, o tem sva kar precej govorila že na splošnem, o tem pojavu storiesov na vseh platformah praktično, v eni izmed oddaj, ki sva je rekla takrat vzpon storytellinga. Pa prvo to gestus pokazal. Res je, zato sem se spomnil. Mislim, da je bila to 14. oddaja. Tako da stories so, če zdaj res poudarjava te najbolj pomembne zadeve, tudi v končni fazi iz tiste oddaje, stories so ful bolj naraven način konzumacije vsebine na predvsem mobilnih platformah oziroma na mobilcih, kakor pa druge vrste objav oziroma navaden feed. Enostavno živimo v camera first komunikaciji, ker je danes veliko lažje nekaj poslikati pa posnet, kakor pa se o tem razpisati, in storiji so ravno to. Preko kamere pokažemo, kaj se dogaja v našem podjetju, kaj se dogaja na nekem dogodku, ki smo ga organizirali, kaj se dogaja v različnih situacijah, ki so povezani z našo znamko, in pa kar je zelo pomembno upoštevati to, da so storiji trenutno full hot pri uporabnikih. Se pravi, tisti, ki dejansko uporabljajo platformo oziroma družbeno omrežje Instagram, so taki, da veliko uporabljajo ta feature oziroma storije kot take. In znamke se morajo nekako vedno pomikati v smeri tam, ker so userji, ker userji nasploh za digitalni marketing je značilno, da userji ne hodijo več to k vam, ampak morate tudi vi dejansko iti do userja in se vi prilagoditi temu, kako on konzumira vsebine. In zato so storiji zelo, zelo pomembni in zaradi tega, kar sem prej govoril, nekako vzpona storytellinga, in nam story omogoča to, da lahko na daljši način, na bolj sekvenčni način tudi povemo našo zgodbo skozi dan, skozi v končni fazi teden, skozi celotno naše dogajanje. Za konec pa najbolj dodava še nekaj primerov strani, za katere mislimo, da zelo dobro delajo, in če si jih boste ogledali, boste tudi opazili, da delajo te stvari, o katerih sva govorila. Prva taka stran, ki bi jo dala, je Movement Watches, in sicer gre za mednarodno spletno trgovino, ki prodaja seveda ure. Mislim, da so začeli tudi s prodajo sončnih očal, tako naprej. Tako da poglejte si to, oni zelo dobro svoje fane vključujejo v objave, v newsfeed. Potem naslednja taka stran je HubSpot, ki na tak zabaven način predstavljajo novosti v marketingu, v digitalnem marketingu, in potem tretja, ne smeva pozabiti na slovenske, tako je pa Hofer Slovenija, tako da tudi oni že uporabljajo, sicer ne ful veliko, ampak tudi uporabljajo že to funkcijo Instagram Stories, ki je Zoran ravno kar govoril, ampak zelo na tak primeren način delajo objave v newsfeedu in se povezujejo s svojimi potrošniki. Tako da 3 primeri. To je pa to za današnjo oddajo. Mogoče jaz bi samo še to povedal, da ne se bati probati teh novih featurejev ala stories, ki v bistvu sploh več ni toliko nov. Ne se bati tega uporabljati. V Sloveniji smo velikokrat počasni raven zato, ker imamo en kup enih vprašajev, ki se nam pojavijo v glavi nad nami, kaj pa zdaj to, kako pa zdaj tega ne vem, kako ne pa zdaj objavljam. Pač treba je biti hiter na teh platformah, tako iti probati in ne se res tega bati. Treba je biti praktičen, hands-on, in preko prakse se učimo in izboljšujemo svoj nastop. Tako da, to je to. Hvala. Če imate kakršnokoli vprašanje, če ki niso bila dovolj jasna, kar vprašajte, komentirajte, bomo z veseljem odgovorili. V naslednji oddaji bova, če se ne motim, pa govorila o največjih napakah v digitalnem marketingu. Se vidimo. Čau.